Najprej v gore, pa verjetno najprej na mojo Uršljo goro. To so vsi tujci navdušeni, ko to mi seveda ne pogreje srce. Zdaj je res realna možnost, da bodo nekatere države postale članice Evropske unije. Govejo juho vedno. Če sem pa na Koroškem, so to pa kločevi knedeljni. 3 stvari službeno si želim, da bi in zlasti, da bi bil v Ukrajini mir. Zasebno pa ponosna sem, da smo naredili pomembne korake v širitvi, da smo v enem letu mojega mandata odprli več pogajalskih sklopov in zaprli poglavij, kot pa prej v 15 letih skupaj. Zapomnila si bom pa leto, in to pa ni pozitivno, potem, da se vojna v Ukrajini še ni končala. Črna gora je na najboljši možni poti in obstajajo realne možnosti, da bomo do konca prihodnjega leta, torej do konca leta 2026, zaprli tehnični del pogajanj. Po moje celo kak odstotek več od 50 pomeni, da več kot polovico mojih dni, ne samo delovnih dni, zato ker ni delovni dni pa vikend, ampak da polovico vseh teh dni sem preživela na poti. Izpraznim kovček in dam stvari prat. To je res na nek način ena, ne bom rekla obsedenost, ampak ne morem biti mirna, dokler kovček ni prazen in sem že skoncentrirana potem na naslednje stvari. Najprej v gore, pa verjetno najprej na mojo Uršljo goro na Koroškem, ampak lahko je praktično katerakoli gora. Zaidemo v kakšno dobro slovensko gostilno, pa tudi zdi se mi zelo pomembno, in to so vsi tujci navdušeni, ko srečujejo naše Slovence in spoznavajo našo gostoljubnost. Enega tujca ni bilo, a ne, z menoj tukaj v Sloveniji, ki tega res ne bi tako občutil, in to mi seveda ne pogreje srce. Govejo juho vedno. Odkar nimam več mame, mi je ne kuha nihče več, sama pa žal ne utegnem. Če sem pa na Koroškem, so to pa kločevi knedeljni. To moji Korošci poznajo, a ne. To so v bistvu testenine polnjene suhim sadjem, zabeljene z grumpi, bi rekli pri nas na Koroškem. To so z ocvirki in posute tudi s cimetom in sladkorjem. To je zelo dobro. 3 stvari službeno si želim, da bi s Črno goro dejansko končali tehnični proces pogajanj. Druga stvar je, da bi napredovali tudi pri drugih državah, kandidatkah in zlasti, da bi bil v Ukrajini mir. Zasebno pa, da bi imela več časa za moža, da bi prišla v Slovenijo ne samo delati, ampak si kdaj tudi odpočiti in nabirati moči. In tretja stvar je, jaz zelo rada kuham, ampak zadnje čase mi to ne uspe, ne? In sem si zadala za cilj, prej sem govorila o tem, da nimam mame, ki bi mi kuhala govejo juho, in bi res rada govejo juho si kdaj in kdaj skuhala tudi sama.